prosila bi vas še za strokovno pojasnilo, kako pravzaprav je z nošenjem zaščitnih mask. Kdo naj jih nosi, kako dolgo, v katerem primeru in za koliko časa pravzaprav v resnici traja zaščita. Torej, v Sloveniji je nošnja mask na javnem mestu itak se ne svetuje, ker tudi ni primerna, tudi ni zaščitna. Zdajle v sezoni gripe se svetuje, da nosimo masko, če gremo obiskat kakšnega kroničnega bolnika v bolnico in se bojimo, da bi mu mogoče zanesli kakšno okužbo. Ampak to je v času trajanja obiska, si nadenemo s čistimi rokami masko in jo potem seveda odvržemo. Te običajne kirurške maske res trajajo, zaščita traja kratek čas, maska hitro postane vlažna oziroma okolje za masko je vlažno in je s tem tudi zelo primerno okolje, da se razvijajo mikrobi, bacili, tako da je dejansko njena uporaba kratkotrajna. Tako da v Sloveniji dejansko nošnja te maske ni na mestu. Seveda je pa drugače, če bi se gibali nekje na Kitajskem ali pa da bi šli celo v kakšno zdravstveno ustanovo. Tam je pa najbolje, da se ravnamo po navodilih lokalnih zdravstvenih oblasti, tudi glede nošnje mask. Pa vendarle bi postavila še eno podvprašanje. V javnosti so se kar nekajkrat pojavile dileme, kdo je tisti, ki naj nosi masko. Nekdo, ki se želi zaščititi pred tem, da bi prišlo do kapljične okužbe od okuženega, torej nekdo, ki ni okužen, ali naj masko nosi tisti, ki je okužen. Ja, to so težke dileme. Vsekakor nošnja maske v Sloveniji v javnem prostoru, na javnih mestih ni priporočljiva. Kot rečeno, naj jo nosi pa tisti, ki gre v zdravstveno ustanovo, kot sva že omenili, obiskat recimo svojca, ki ima kronično bolezen in se boji, da bi mu morda zanesel kakšno okužbo. Itak, če smo bolni, ne smemo obiskovati pacientov v bolnici, vendar morda je tudi ta strah, da morda pa le nosimo kakšen virus in se zato zaščitimo pravzaprav bolnika, da ga ne okužimo. Sama maska je tako zaščita za kratek čas, delna zaščita, zares zaščitijo pred virusi tiste maske, ki imajo pa še posebne filtre, ampak ta nošnja pri nas na javnih prostorih res ni na mestu. In morda še odgovor na eno izmed ključnih, vse prej kot zanemarljivih dilem. Kaj naj naredi nekdo, ki je že prej, preden je prišlo do izbruha novega koronavirusa, rezerviral pot na Kitajsko, tja naj bi odšel februarja ali denimo marca. Kaj naj stori, kaj svetujete? Zdaj, se pravi, tako kot svetujejo tudi kitajske oblasti, naj res presodi, ali je potovanje na mestu, seveda, če je to neka resna poslovna pot, je verjetno težko prestaviti. Naj se pozanima pri kitajskih kolegih, pri kitajskih oblasteh, kako je situacija tam, kako je sploh s prometnimi povezavami, z oskrbo, hotelskimi nastanitvami, ker je to lahko tudi problem. In se glede na to potem odloči, ali bi potovali. Ne, vsekakor naj se pa cepi tudi proti gripi, ker je tudi gripa trenutno na pohodu, tudi v Evropi oziroma tudi na teh letališčih se lahko okuži. In prvi znaki gripe in okužbe z novim koronavirusom so lahko zelo podobni, kar potem lahko vodi do nerodnih situacij.